Živ, danes bomo pa po dolgem času pogledali spet eno kombinirano balirko. To se pravi balirka plus povijavka. In to je tale zadnji Pettingerca. Avstrijski Pettinger, spredi tudi avstrijska Steyr, 245 konov. Pa imamo balirko od bližje pogledati. No pa dajmo te prvo te osnovne podatke pogledati, pa se bomo pa še malo detajle zapodle. V glavnem komora je not variabilna. Dela bale od 80 pa do 160 cm nek. Sicer za uvijanje zadnji mislim, da gre kaj do 150 cm. Poj pred komoro itak, rotor pobiralna ta široka, z 32 nožem, bomo tudi kasneje še malo več pogledali. Zadnji pa uvijalna miza, tudi na 2 roke. Poj pa kar se dimenzije tiče, balirka itak je taka dosti kompaktna, glede na to, da je variabilna, je ena izmed nižjih, tam cirka 2,5 metra je višina, širina je slabe 3 metre, teža pa cirka 7 ton, odvisen od opreme. Pri tel balirk lahko izpostavim tudi tele 2 cilindra, da je ruda hidravlična, to je zelo malokrat videti, plus vzmetena. To je pa zaradi tega, da recimo sploh tele v bregah prav pride zato, ker greš čez kakšen kucelj pa to, fleten dvigneš in je pobiralna višji. Plus takrat, ko si recimo v breg, ko balirka visi, s tem malo pricigneš in zadnji bala bolj lepo dol pade. Je pa ta sistem bolj pogost pri nakladalkah, tam je pa tudi najbolj mišljen za čez kakšen kup, ko se čez silo sleze. To je ena taka zanimiva dodatna oprema. No pa pojmo še tlele spredi malo pogledati, tlele, ko balirka požira. Sicer sem enkrat že posnel eno solo balirko od Pettingerja, lahko tudi link napopam, no, če se kdo še ni pogledal. Je pa tle majhen drugačen sistem, če ne drugega že zaradi tega, ker ima 32 nožev. Rotor se isto kontra suče, kakor pri ostalih Pettinger balirkah, pri drugih znamkah se ponovadi tako nadol pobira, ampak se bomo malo še do tega prišli. Če pogledamo pobiralno, vodljiva kolesa so. To je zato, da je pri zavijanju, da ni toliko pritiska na pobiralno, teleh bočnih pritiskov, kako bi rekel. Je 5-vrstna na ledvičko. To se pravi, ima not tisto progo, da se pojma vlevš, tele žbice prilagajajo. Obstajajo balirke, ki imajo brez ledvice, pa balirke, ki imajo ledvico. Vsake imajo pa svoj plus pa minus. Širina pobiralna je pa 2,30 m. Tako da širina je ta prava, tudi če je orang zgrabak, pa če je festovink, se ni zabad, da ne pobral. Tako je bilo že pri prejšnjem Pettingerc, je tudi tale senzor spredaj za štetje vojev. Preden začnem pokrove odpirati, sem se še pri kolesah zataknil, ker so kar konkretne, niso neki čunga-lunga. V glavnem 520/55 R, 22,5 colske so. Tandem podvozje, na vago, no pa da odprem te prvo tole stran, ki sem jih tlele. V glavnem tlele so bolj hidravlične bloke, pamet računalnika, to se pravi za podajanje mreže, bolj taka fina zadeva, še z eno mrežo plec, ena mreža je že noter. Tlele zadnji pa še za dodatnih 2, 4, 6 folij. Da bomo pa še na uno stran, pa bomo šli pa na uvijavko zadaj. No, tale leva stran v smeri vožnje je pa bolj pogonska stran. To se pravi ketne, zobniki, te zadeve. Poj kar tudi ko v oči pažde, je tale avtomatsk mazanje ležajev. To se pravi FED Central Schmierung. Plus mazanje keten, to je bolj pogost, tole je dodatna oprema spet. Tako da ni treba vsako rundo z mazalico okoli hoditi. Tlele sam mas not nažokaš, pa za cajta drži. Tudi na tej strani je plec za eno mrežo, to se pravi so na balirku vsaj 3 mreže gor. Tako kot na strani, tudi na tej strani 6 folij dodatnih. Bomo pa majhen kasneje pogledali, tlele zadnji je tak fajn upravljanje. Sam da traktor zalaufamo, pa bomo pokazali. Pojmo da še na ta zadnji konc, tam, ko se je bala do konca naredi. No, ki je balanka tu komor narejena, ki je z mrežo povita, pade tam vmes med tisto lemisco, ki jo pa vrže nazaj na pobiralno. Pobiralna je pa tudi upeta v spodaj, to se pravi zgori nobenega okovja, nobenih zadev. To se pravi že na višinku ima prišparaš. Spodaj tudi en tak velik zobnik na hidromotor, ki to vse skupaj pogana. Zraven sta 2 roke, ki pač povijata balo, tudi če ena počaka not program ve in ta drugo naredi balo do konca. Pa se pa tudi štelata edin po višin, to se pravi manjša bala je, malo nižjih je treba spustiti, da tisti center bala ujame, da je lepo uvita. Če kakšnega zanima, kaj je to, tole je taka varnostna ograja, to, da človek ne more not ali pa bala, da ven ne pade. Ne, se ne. To je povezano na tele ročke, vsaka enota ima varovala. Če tole prebije, ne vem, od človeka, drevo, kamorkoli, vse skupaj počaka. Ampak ja, zgleda pa kar ena taka fis ograja. No, če pa še kakšnega zanima, kako je to na traktor pripet oziroma kakšne so priključke, pojmo pa še to pogledati. Spodaj kuhla, K80 priklop, tale traktor je prek low censinga, to se pravi tele 2 lightinge pa ena mini lightinga. Opcija je tudi klasičnega priklopa, pač da več ventilov ponucaš, tle pa tisti stalen pretok oziroma traktor da to kola, kakor balirka nuca. Poj tale kablov je, upravljanje pa prek avtobusa oziroma isobusa, tako. Tale balirka ima zračne zavore, opcija je pa poj tudi hidravličnih. Normalno. No pa zato, ker je tale balirka taka raketa, je gnana tudi na tavžent obratov. To se pravi, kar dan mora na tavžent obratov laufati, tako da komaj čakam, da jo poženemo. Evo, takole grejo 32 nožev, not pa ven. Vsak posebej je varovana feder, če kamen pride not.
Zdaj pa še odmičen dno premika. To se pravi, če se balirka zabije, odmičen dno umakne nože da ven, pa gre pa roba čez. So pa tudi taki nože, da se z obeh strani devajo, z obeh strani režejo. Se ena stran znuca jih ne treba kuj nabrusati, še enega džolija ponucaš, nože okoli obrneš, pa imaš še za eno rundo. Daj bomo pa še vam potehnili, kako to zgleda iz ozuni. Evo, takole pa zgleda 32 nožev skupaj na žokanah. Zdaj so zato zamaknjeni, ker jih je samo polovica not, to se pravi 16. Tlele imaš tele vzvode, ker šaltaš, jih boš mu 32, jih boš mu 16, ali jih boš čisto po svoje not nažokal, to se pravi se feder prestav, pa jih imaš, ne vem, vhod tudi sam 2 not recimo. Ampak teoretično, tale razdalja je približno 3,5 cm. To se pravi, je res zrezan, tipi to pa mogo biti. Sam je pa bolj odvisno, če se trava po podolgem obrne, pač, ali prime ali pa ne. Sistem tale razdalja je kar fan, če ne drugega, da ima vsaj hitro zuni, pa dostopen je. Sem rekel, najbolj še kar lastnika, Vilija Grobelnika ma vprašam, kakšen ima kaj mnenje. Vili, živ? Živo. Škoda meni, recimo, ta prvo vprašanje imam, delek se kontrarotor vrti. A je to v redu ali ni? Sploh za po bregah? Ja, meni je bilo samega na začetku zelo strah, ne, smisel, da zadeva ne bo funkcionirala, da ne bo mase vleko preko sebe, no, sploh ko greš navzdol, ampak zaenkrat ni nobenega problema. Normalno šiba noter. Celo pokazala se je prednost, da so noži bistveno manj skrhani, ker so nesnago, kamenje pa to dobesedno zbrca ven, ne, in imamo, kaj vem, komaj četrt toliko brušene, kot prej pri ostalih balirkah, ne. Da se vse to bolj pozna, da Ja, kakšen kamen tudi ven odbije. daljša življenjska doba nože, absolutno, in manj vzdrževanja, ne, kar se tega tiče. Pa tle na hribah oziroma na tem razgibanju terena je tudi verjetno potrebno, da se pobiralna prilagaja. Kako pa s tem okej? Ja, ta pobiralna je gibljiva, gre cirka 15 cm levo, desno, gor, dol, ne. Pa tudi ledvičko ima noter, tako da se špice, bom rekel, prilagajajo, ne. In je dokaj, bom rekel, mehko deluje na travno rušo in pa čisto je za balirko predvsem, ne. Pa tudi dolgo življenjsko dobo ima, je pa res, da je mogoče malenkost več vzdrževanja, ne. Zastopam, ja. Ja, vse ima svoj plus. A škoda me zanima tole, recimo prvo, ko vidim hidravlična ruda, da mi povej, a je to potreben ali ni potreben? Jaz bi rekel, da v hribih je zelo potreben, ne, pa tudi v ravninah, ne, ker največji problem je ponavadi na parcelo priti. Ko si enkrat na parceli, ni problema. Ko pa ti z ceste, čez kaki rob ali pa kaj, pa obvezno. Jaz brez tega balirke več ne bi imel. A ja, pa jih do tega, da do parcele priješ, da se dol na travo. Pa tudi, recimo pri tej balirki dostkrat, ko baliramo navzdol, ko je bala polna, preprosto rudo dvignemo, pa balo prekotlemo nazaj, si s tem pomagamo, ne, ker drugače zna biti problem, da se bala pri kateri balirki skotali nazaj v komoro. Tu tega ni, ne. Pri hidravličnem rudu imamo tudi potem blažilec za vzmetenje noter, kar je tudi ena velika prednost za miren transport, ne. Koliko pa je težka zapeljati, Štajer pile? Balirka, bom rekel, v ravni je vodljiva nekje z 130-140 konjev, traktor zadostuje. V bregih bom pa rekel, da tudi 200 ni preveč. Drugače pa gre zelo mirno, bom rekel, po cesti zadaj. Ja, breg je druga pisem, breg je čisto drugače pa naravnem. Okej, pa še malo pogledamo na suh, pa najbolje kakšno balo naredimo. Hvala lepa za enkrat. Malenkost. Poleg teh glavnih komand, ki so itak v traktorju not, imamo tudi zadnji tlele eno upravljalno enoto. In kuj pokažem, da je recimo za folijo, to se pravi tega le kliknemo, a nekaj drugače jih niti dol ne moreš vzeti, še ukras ne moreš. Tle pa fliten dol pade, druge našopaš ali pa dol vzameš, pa jih gor natakneš. Evo, pa s knofom pa nazaj gor fliten. Pa imamo pa v bistvu tle tudi za komoro odpirati, za mizo kipati, ajde mizo kadele še kipnem. Mize na vrtu, bom jo pa kipnil za foro. Evo, kad je balo kipal fletna. Takole pa je tudi zgledal, ko smo zares divali, da se samo špilam. Bistvo balirke je itak komora, tako da dajmo še to odpreti pa pogledati, kako zgleda. Evo, to je pa varnostna ročka, preden not zlezem, da ima bolj zazihran, da ne bo slučajno me not požrl, pa balo iz mene naredil. Fiksna balirka pomeni, da ima okoli in okoli načeloma same valarje. In bala pač, kakor velika rata, ponovadi 125, toliko je maksimum. Variabilna je pa lih to point, da balo zaradi pasov pa zaradi šponarjev, ki se not umikajo, delaš po želji, oziroma pri teli je od 80 do 155 oziroma do 160. Tale komora, ta balirka, laufa na 3 pasove.
To je že preverjena praksa, poznana. Zaenkrat, kakor kaže, je tudi ta najbolj tale varianta na 3 pase. Zato, ker je tudi za mokro robo dosti dobro požira. Zato, da pasovo nas podletjajo, da ne leti preveč vmes ven. Sicer zdaj imajo tudi balirke na 1 pas, pa to pa hun ali pa na 5 pasov, ampak recimo, da je to ena taka zlata sredina. Poleg pasov, ki se poj vrtejo, so tam tudi 4 pogonski valarji. No, ki je bala narejena povita z mrežo, pade na tole mesto, ki ima poj videla kokodeva, v glavnem vrže nazaj balo, ampak tle za poudariti, tele 2 pa res krajne 2. To je zato, da takrat, ko recimo balirka v breh visi in balo tale paro ujame, zato da ostane na sredini. Tisle not, ker nisem prej videl, kako preko misca, oziroma to je, da je potonil je katapult. Tako da tako lahko gre tole nazaj. Balo kipne, bum, ko vrže balo nazaj na tele balone, da točno pade, da ni slučajno čez, ker pa imaš v kaj težave, ali se bala sploh ne vrti gor, ti jo ne povije dobro, vse sorte je. No, seveda ima ta balirka tudi precej senzorjev pa tega, ali zaradi vse avtomatike, da človek ni treba toliko devati. Tudi na tel miz zadnji se skriva en senzor, ki pač zazna, kdaj je bala gor, oziroma če jo ni. Če vse prav, če balirka nastavljena tako, kot mora biti, v bistvu ne rabiš skoraj nič narediti. No, pa da pogledamo še, kako noter zgleda zadeva. Lej, tole imaš avtomatiko, vklopiš, izklopiš. Tole imamo za, rečemo, za bale števec, ne? Se pravi, tole imamo za število ovojev oziroma plasti folija, ne? Tole imamo tipke za odpiranje in zapiranje komore, ne? S tem, da če že delamo, ne? Da alarm, ne? Moram potrditi. Potem imamo tole, recimo, rudo gor dol, ne? Pick-up dol, plavajoče ali pa pick-up gor. Tole imamo recimo za nastavljanje pritiskov, zdaj je malo mehkejše jedro, ne? Na 85% nastavljeno, potem 95 na te centimetre pa stovn na koncu, ne? Imamo 6 možnih spominov, ne? Si mi lahko naprej nastavimo spomin. Tole imamo pri koliko centimetrov avtomatsko zaveže balo, oziroma če imamo na ročno podajanje mreže, pa to da kot alarm, ne? Da se opozori, da je bala pripravljena za zavezati, ne? V bistvu imamo tu vse, kar je na ISOBUS terminalu, v kombinaciji z load sensingom, tako da ostalega ni. Če imamo, da se pobiralno grlo, ne, zamaši, da ima tole funkcijo, ko kardan leti, ona sama odmakne nože, ne? In po določenem času, ko določeno število vrtljajo naredi, evo, on sam nože vrne nazaj. To se pravi kar avtomatsko? Avtomatsko, ja. Aha. Pa v bistvu tle, ko imaš ti program na avtomatsko naštiman, se nimaš skoraj nobenega dela, ne, v bistvu. Tule imamo pa še en modul dodatno montiran, ne? To pa je modul, ki zaznava nagib. Zdaj je vklopljen, ne, na avtomatiko. Možno je, da ga jaz čisto vklopim ali pa da ga izklopim. To je dodatna oprema. Recimo zdaj, ko je balirka več kot določen procent v nagibu, se prižge rumena in dela z manjšo hitrostjo. Ko pa je normalno, se pa tu zelena prižge na ravnini pa hitreje dela, ne? To se pravi, zaradi varnosti bo zgaška. Ja, tu so nastavitve, potem recimo bremza, koliko procentov mora delati, da ne bi mreže trgalo oziroma premalo zategovalo. A je to vse, to ni nič mehansko, to je vse električno? To je vse električno. Pole recimo koliko časa mreža podaja, ne, imamo tu sekunde nastavimo, ne. Tule imamo te alarme, ne, leva, desna, koliko procentov, ne, odstopanje je dovoljeno, ne. Tole imamo za jermen španat, recimo še dodatno, pa recimo avtomatsko mazanje, ne, skozi beleži parametre, ne. Super, evo, zdaj grem pa jaz vam pogledati, kako to deva. Prej sem že pozabil povedati, da imaš tudi zadaj takole kamero za mizo povijalno. Ja, to je, bi rekel, je mus oprema. Je, a ne? Ja. Drugače se nič ne vidi, kaj se dogaja. Zmenen, zdaj pa akcija.
Tlele se zdaj video zaključuje, jaz mislim, da je bil kar zanimiv, če ne drugega že zaradi tega, ki je pa kombinirana balirka malo v hrib postavljena, to se pravi smo malo v bregovah balirali, grobalnik oblada, strojnik 1A. Balirka pa tudi, špila tipi top, malo smo jo na suh pogledali, malo smo jo v praks pogledali. Če pa kakšnega kaj več zanimal, to se pravi tehnične podatke, cene, kakšna dodatna oprema, se obrnite kar na Zupan Trade, bom tlele ene podatke dal od njega. To je pa to, se vidimo v naslednjem videu. Pa pojdite malo na spletno stran bobnar7.si pogledati, imamo nove hude artikle. Vi boste dobro nosili, mi bomo pa dobro snemali. Pa naročite se na kanal, če vam je bil video všeč. Lepo se majte. Živ!